Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes vas vabim, da prisluhnete čarobni pravljici, ki nas bo popeljala v mišjo družino, kjer živi tudi podgani mladič po imenu Anček. Anček je nekoliko večji, nerodnejši in drugačen od svojih mlajših sestric. Te so se mu pogosto posmehovale, a prav v tem se skriva skrivnost današnje pravljice. Le kako se bo končalo in kako bo družina našla pravo srečo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici z naslovom Anček podganček. Nekoč je živela mišja mati, ki je imela 4 otročiče, 3 hčere Miške in Ančka. Že od nekdaj je bil Anček mnogo večji od svojih sester. Anček je tako smešen, so si mišje deklice skrivaj šepetale v tačke, jih držale pred smrčki in se hihitale vanje. Pridi že, Anček, pleši z nami, so mu klicale. Toda Anček je bil čokat in neroden, njegov dolgi rep pa mu je bil vedno v napoto. Ko so se miške igrale ristanc, je Anček žalostno obsedel ob strani in nesrečno opazoval svoje velikanske noge. Ko se je nekega večera zagozdil med vrati mišje hišice, so se 3 mišje sestrice kar zvijale od smeha. Anček pa je bil vedno bolj žalosten. Le zakaj sem tako velik in grd? Je zaihtel Anček. Zakaj sem tako zelo drugačen? Ti pa res nisi grd, Anček. In vem tudi, zakaj si drugačen, je dejala mišja mama. Da bi ga potolažila, je sedla k njemu na posteljo in začela pripovedovati. Ko sem te našla, si bil sam in zapuščen, čisto majhen, nebogljen mladiček. Takoj sem te imela rada, tako rada, da sem te pri priči vzela s seboj. Ti nisi mišji otrok, Anček, ti si podgani mladič. In jaz te prav nikomur več ne dam, ti moj podganček. Videti si drugačen kakor mi, saj prihajaš iz čisto drugačne družine. In vendar si popolnoma naš. Od tistega časa je bil Anček kakor prerojen. Nič več se ni zdel samemu sebi čokat in neroden. In tudi grd ne več. Ravno nasprotno. Kmalu je naravnost prerasel samega sebe. 3 mišje deklice so opazile, kako sijajno je imeti tako velikega brata, kot je Anček. Z Ančkom v golu so zmagale na vsaki nogometni tekmi. In znal se je domisliti vedno novih iger, ki so bile vse neznansko zabavne. Naš Anček je najmočnejši podganček, so vriskale njegove sestrice. Odslej so še bolj držali skupaj in ostali so nerazdružljiva družina, za vedno. Bravo, Anček. In bravo, mišja družina. Ta ganljiva zgodba nas uči, da je drugačnost nekaj dragocenega in da prav sprejemanje vsakogar takšnega, kot je, prinese toplino v srce.
Mišja družina je spoznala, da je moč v ljubezni in razumevanju, ne pa v posmehovanju. In ko se združita srčnost in sprejemanje, nastane sreča, ki objame vse. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici v rimah z naslovom Lev v srcu. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in bodite prijazni. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Mišje družine ter pa seveda Ančka Podgančka. Čau, čau. Bravo. Res čudovita pravljica.